Tukaj je veliko nalog, če takole pogledamo na hitrico dokument. In potem po vseh nalogah so tudi rešitve. Tako da boste lahko preverili vse to. Mi gremo pa kar na reševanje. Sem že pripravila tisto nalogo, ki jo še nekako rabimo v tej skripti rešiti. To je naloga 3. Rešili jo bomo pa zato, ker vidite, tukaj je podana statistična spremenljivka v razredih. Se pravi, razred 1 je od 3 do 6 kilometrov, pa tako naprej. Ne. No, pa si kar poglejmo to nalogo. Med dijaki vozači 4. letnika srednje šole so naredili anketo o oddaljenosti od šole. Odgovore so razvrstili v 5 razredov, kakor prikazuje tabela. Pol pa imamo 3 v bistvu naloge. Najprej je treba izračunati povprečno oddaljenost dijakov od šole. Potem koliko odstotkov dijakov je od šole oddaljenih manj kot 15 kilometrov. Potem je treba pa še narisati histogram oziroma frekvenčni poligon. To je bilo pač v eni malo starejši maturi. To je tista izbirna naloga, ne. Ampak jaz mislim, da te statistične so dosti lahke, da bi mogli jih vsi rešiti. Najprej gremo povprečna oddaljenost dijakov od šole. Zdaj pri teh razredih imamo problem, ne, zato ker ne vemo, ne. Vemo samo, da jih 40 nekje med 3 pa med 6 kilometri. Ne moremo pa točno reči, eden je 3 kilometre, ali so vsi 3 kilometre, ali so vsi 6 kilometrov. In zato moramo nekako izračunati povprečje tega razreda. To storimo tako, da vzamemo začetek razreda, se pravi 3, pa konec razreda, to je 6, in izračunamo neko povprečje tega razreda, ne. Se pravi, zdaj bi izračunali 3 plus 6 vlomljeno z 2. Ker sta dve možnosti, ne, da je najmanjši 3 ali pa 6 kilometrov oddaljen. In bi dobili vse skupaj to, da je 3 plus 6 je 9, pa to na pol je 4,5. Se pravi, povprečje tega prvega razreda bi bilo 4,5. To črtamo še nazaj dol potegnjeno, da bomo videli, ne. Kako bi dobili naslednje povprečje? Ja, rekli bi 6 plus 9, kar je 15, deljeno z 2 je 7,5, ne. In to bo vrednost, ki jo bomo imeli za ta razred. To se pravi 21 na pol je 10,5. Potem imamo 12 plus 15 je 37, deljeno z 2 je, no, zdaj bi rabila enega, da bi mi računal. 37 deljeno z 2, 18. Pardon, 27 pa pol, 27 deljeno z 2 je 13. 13,5 pa potem imamo 15 plus 18 je 33, deljeno z 2 je 16 in pol. V bistvu grejo za 3 razrede navzdol, ne. Za 3 enote, ne. Okej. In kako bi zdaj povprečno oddaljenost dijakov od šole izračunali? V bistvu moramo zdaj sešteti vse tele procente. In sicer vemo, da so približno 4,5 oddaljeni 40 korakov, ne. Se pravi 4,5 krat 40 plus 7,5 krat 25 plus 10,5 krat 30 plus 13,5 krat 10 pa 16,5 jih je bilo pa 15. Ja, tole sem pa že šla malo dol iz zaslona, ne. Se pravi plus 15 je na koncu. Potem je pa ulomkova črta. Kaj pa je spodaj, a ne? Spodaj morajo biti pa vsi. To pomeni, da moramo sešteti tele dijake, a ne. Tu bi mogli sešteti 40 plus do konca do 15. Pa bom jaz zdaj to seštela. Nič pa ne škodi, če jih seštejete tudi vi, ne. 40 plus 25 plus 30 plus
15 je 120 je vseh dijakov. Zdaj pa zgori morate pa najprej pomnožiti, pa potem sešteti. Če imate v redu kalkulatorja, vam to vse zračunajo. Tudi z seštevanjem, mogoče pa lahko si zdaj recimo, ne vem, jaz bom zdaj tu napisala, koliko dobim. 180, zato da boste videli pač postopek. 7,5 krat 25 87,5 plus 10,5 krat 30 je 315 plus 135 plus 16,5 krat 15 je pa 247,5. Takole. In vse skupaj je ulomljeno z številom vseh. 120. To, če boste na maturi, potem morate imeti vsaj zgori cel rezultat, pa spodaj cel rezultat, ker ponavadi je tako ena točka, če je pravilno zgori izračunate, pa ena pravilno spodaj. No, spodaj rečemo imenovalec, ne, mogoče bi lahko, ko ste že tako odrasli, tudi imenovalec in števec govorili, ne. Se pravi 180 plus 187,5 plus 315 plus tako. In dobimo 1065 polomljeno z 120. Zdaj, preden tole zračunamo, ne, rezultat nekje ne sme priti več kot 16,5 ali pa manj kot 4,5, potem smo ga res daleč piksnili, ne. Nekje tam v sredini vrednosti bi naj prišli in 8,88, če zaokrožimo. Kilometra je povprečna oddaljenost dijakov od šole, ne. Zdaj pa imamo naslednja je pa, koliko odstotkov dijakov je od šole oddaljenih manj kot 12 kilometrov. Zdaj, manj od 12 so tile, ki so od 3 do 6, od 6 do 9 in pa od 9 do 12, ne. To so manj kot 12. Pol od 12 naprej so pa že v naslednjih razredih. Se pravi, koliko je vseh dijakov, ki so manj kot 12 kilometrov oddaljeni, seštejemo tele tri. 65 je 95 dijakov. Koliko je pa vseh dijakov? Ja, 120 je pa vseh. To bi zdaj rekli, nas zanima, koliko procentov od vseh naših dijakov, 120 je 95. To je, pomeni x stotin, namesto od je krat 120 je 95 in dobimo, da je x 95 krat 100 polomljeno 120. In je to 79,2 odstotka dijakov. Zdaj, vem, da ste navajeni tudi tistih križnih računov čudnih, a ne, pa vam bom še križni račun pokazala, se pravi, ne vem, x procentov je 95, 100% je 120, ne? In potem pokrižate in pridete na isti rezultat. Okej. Zdaj gremo še po zadnjo nalogo. Zadnja naloga je v bistvu kar pomembna. Mislim, pomembna. Ja. Je kar, ne, za narisati histogram ali frekvenčni poligon za to porazdelitev. Zdaj, frekvenčni poligon ne bomo. Naredili bomo histogram. Zdaj pa, zakaj histogram in kaj je drugače od tistega, ko smo ga delali v šoli, ne? Histogram je v bistvu en tak graf,
kjer moramo upoštevati, da ploščina njegovega stolpca v bistvu zajema, kje vse je to število dijakov. Pa dajmo zdaj en graf narediti. Zdaj ti statistični grafi so bolj kot ne razporejeni, kako bi rekla, desno zgoraj, ne. Opala. Tako. Zdaj pa, na tejle osi bo oddaljenost v kilometrih, tukaj zgoraj bo pa število dijakov. Vsi morajo biti označene, če ne izgubite točke. Zdaj, če tule pogledate, imamo 3, 6, 6 do 9, 9 do 12. In lahko gremo enoto po 3, ne. Recimo 3, 6, 9, 12, 15, 18, do tule bomo rabili, ne. Jaz upam, da sem zdaj dosti 3, 6, 9, 12, 15, 18. In spomnite, ko smo imeli ocene, smo šli pol levo, pol desno, pa narisali stolpič gor, a ne. Zdaj, tukaj pa v resnici so recimo od 3 do 6. Poglejmo, po koliko grejo enote. Lahko gremo po 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, ne. Tako. In zdaj, kaj v bistvu naredite, je, da najprej si označite, kje bi to bilo, ne. Tule nekje bi prišel zdaj ta stolpec sem. Zdaj pa od 3 do 6 je naša enota, ne. Se pravi, tudi pri šestki je še tule, ne. Mogoče bi celo lahko jaz to tako naredila, da bi se potem pobarvalo. To bomo zdaj malo poeksperimentirali. Ja, nič kaj, ne bomo mogli, lahko takole naredimo, ne. Se pravi, gremo približno do 40, pa semle, pa dol do, odlično, ne. To zdaj ne bo nič šlo skupaj, ampak dobro, ajde. Recimo, da je tole zdaj, stolpec, ki opisuje prvo tole našo, možnost, se pravi 40 dijakov med temle, ne. In potem lahko to pobarvamo. Tukaj verjetno tisti, ki si lahko pustite malo duška in pobarvate kaj, ne. Okej. Zdaj pa naslednja. Naslednja je 25. Se pravi, tule imamo 5, 15, 20, 25, ne. 25 se bo tule začelo, bo šlo semle, bom kar na roke, ker očitno mi gre boljše na roke. In dobimo naslednji stolpič, spet ga lahko pobarvamo, opla. Tako, zbrišemo, evo, lahko z drugo barvo, ne. In potem v tem smislu naprej, a ne. Tule imamo do 30. Lahko malo povešamo in takole. Se pravi, histogram je pomemben, da se stolpci skupaj držijo, a ne. Ja. Skupaj se držijo, in kadar je razred, potem cel razred v bistvu predstavlja ploščino, ne. To jih je 40 od 3 do 6. Se pravi, tu vmes nekje so vrednosti, ne. Ne smete na trojki narediti. Da vidimo, kake barve še kaj imam. Modra. Potem imamo 10 jih je tule. In pa 15 za naslednjo. Evo, tole bomo pobarvali kar s črno, pol pa lahko še z rumeno
ker vas gotovo zanima, katere barve vse, ne. In imamo tukaj zdaj graf. Zaradi boljše preglednosti lahko napišete, nad stolpce tudi, koliko je, lahko pa tudi ne. S tem smo v bistvu predelali celotno statistiko in nam preostanejo še samo vaje. Pa jih boste naredili kaj za domačo nalogo. In sicer iz tiste skripte bom jaz pogledala, katere so naloge, pa vam bom napisala, ne, na naslednji. Zdaj, za domačo nalogo. To bo zdaj do konca tega tedna. V petek se bomo pa dobili pa preverili vse to, kar v Teamsih. So naloge 2, 7, 8, 10, 11, 16, 19 pa 30. Zdaj, tako je, ne. Tisti, ki ne greste na maturo, lahko malo manj, so pa to naloge, ke pač pridejo v poštev za test. Se pravi, mogoče do konca počitnic, da v miru to rešujete, oddate pa najboljše, da oddate to kar, če vam ne gre v tisti, class notebook, je najboljše, da to oddate. Tako, to je to. Dobimo se pa vsako uro na Teamsih, zato da vedno preverimo vaš napredek. To je to za danes. Prišli smo do konca. Če želite ali morate videti več, si poglejte na moji spletni strani ninarazlaga.si ali pa se naročite na moj YouTube kanal. Se vidimo!